Mi da to snima, božje, da je tukaj, hipnoza, hipnoterapija. Pripravil sem eno novo, precej svežo delavnico za vas in sicer uporaba hipnoze za otroke. Se pravi, zdaj komu je ta zadeva namenjena? Namenjena je staršem, kateri vidijo, da otrok, ko bi rekel, ima mičkeno težave pri nekaterih vsakodnevnih aktivnostih, lahko je to šola, lahko je to šport in tako dalje. Vidite, da se trudi, ampak nekako mu ne rata ono 100%, rabi še mičkeno pomoči. No? In tukaj lahko stopite vi notri, sicer tudi mi to delamo že dolgo časa, se pravi, vsak dan imamo v našem centru kakšnega starša, ki rabi pomoč za otroka, ampak dosti lahko vi tega naredite. Te pa za koga ta zadeva ni namenjena, to je pa ni namenjena za tisti starši, ki me kličejo, hej, rad bi kontroliral mojega otroka, noče več v Boga, dajte me naučiti hipnoze, da bo moj otrok lažje v Boga. Ne. Poleg tega to sploh ne funkcionira v tej smeri. Glejte, hipnoza je orodje za pomoč, kako bi rekel, za pomoč pri preskakovanju ovir. Se pravi, neka osnovna motivacija za neko spremembo že mora v osnovi biti, mora obstajati tam, in potem se s hipnozo lahko blazno poveča potencial preskakovanja tiste ovire. Se pravi, pri otroku, ki ne mara šole, težko boste to obrnili. Lahko mu pomagate, da ko bo bil v šoli, ko bo bil pač tam, da si bo boljše zapomnil, da bo lažje speljal naprej te zadeve, da boste pa njegovo ljubezen spodbudili s hipnozo, verjetno ne bo šlo. Okay? Tako da pustimo te sanje, kar se tega tiče. Tako da mi hipnoterapijo izvajamo že dolgo časa, vsak dan imamo kakšnega, kot se reče, v našem centru za izvajanje otroške hipnoze. Zdaj mogoče edino definicija, kaj otrok je, tu je malo zmede, kakšenkrat, kar se tiče. Zdaj, gledajte, v centru, mi, ko delamo, je tudi stvar terapeuta, koliko je on pripravljen in koliko njemu odgovarja delo z otrocmi, je nekje, dajmo reči, samo malo, ki se vidi tukaj, nekje od enih 8 let navzgor, se pravi, in zdaj je otroci, zadnjič sem imel eno anketo in je napisal 51 let starega otroka, to je že malo izven, dajmo reči nekje, zdaj, ker imate otroke, potem imate mladostnike, ampak do pubertete, ok, do pubertete, ne vem, če se vidi, dajmo reči, da bi bila to neke vrste otroška hipnoza. Se pravi, to lahko gladko delamo, jaz bi rad vas naučil, ker boste vi največ uspeha imeli v tej zadevi, v tem je tudi štosa. Drugače pa v tej smeri pod 8 leti, se pravi nekje od 3. leta navzgor, se ne vidi, sorry, čakaj, moram malo premakniti tole, da vidim, se pravi od 3. zdaj se vidi, jaz sem malo bom premaknil kamero, takole bomo tako naredili, se pravi od 3 do 8 let, se pa da zelo dobro delati, ampak tukaj ste pa vi tisti, ki boste delali hipnozo. Moja naloga je, da se vam razložim, kako, da vam razložim malo mejo med našim delom in kaj lahko vi naredite. Vi se morate zavedati, da vi kot starši že delate hipnozo z vašimi otrocmi. Tako da tukaj dajmo se naučiti, kako pravilno, in da vam pokažem določene zadeve, s katerimi boste pač ločili zrno od plevela. Jaz imam tudi eno posebno skupino, tako privatno, kjer potem bomo šli vsi notri vas čaka en videoprogram, zelo močen, kvaliteten, kako se pač izvaja vse ta zadeva, in v skupini bomo imeli potem možnost tudi postavljanja vprašanj, potem lahko tudi objavite kakšen uspeh, ki ste ga imeli za svojim otrokom, ali pa kaj ste imeli, pa kaj ste naredili in kako je potem zadeva ratala. Tako ena taka skupnost bo notri, kjer bomo si malo izmenjavali tudi ideje, ker roko na srce, to ni enkratno delo, vi, ko delate z vašim otrokom, pripravite se na malo več tega, tako da vem, ko vi pripeljete k nam, mi to naredimo 2, 3, 4 za kakšno miniaturno zadevo, da pomaknemo, ko boste pa vi šli, to je dolgoročno delo, to je podmladek in če že nekam vlagate energijo, če že nekam vlagate tudi finance svoje in dajte v svoje otroke, dajte jim malo pomagati, da lažje prebrodijo. Ker kolikor vidimo, je posebno zadnjih 7-8 let sem opazil, da je ta svet vse bolj in bolj zahteven. Nora zadeva je vse bolj in bolj in starši dostikrat smo malo vpeti v svoje zadeve, da vas malo zbudim, pridite mi na to delavnico, spodaj nekje imate prijavnico, cena je, da ne bom niti omenjal, mogoče niti enih tenisk ne dobite za ta denar, ampak
lejte, vas bom naučil in bomo bili skupaj še naprej v kontaktu potem, da lahko pomagamo našim mulcem, jaz to že dolg časa počnem, ne, z mojimi, tako da lahko pomagamo našim otrokom, da speljejo v tem blesavem svetu. In kakšenkrat boste rabili zelo malo, pazite, zelo hitro se otroci odzivajo, veste, na naše delo. Ne. Res je, da to je bolj delavnica za starše, ki imate dokaj normalen odnos z vašimi otrocmi. Tiste, ki ga nimate, boste zelo težko izvajali hipnozo z njimi, ker se pač morate usesti in nekaj delati. Ne. Drugače pa oni, ki pa imate dokaj normalen odnos z vašim otrokom, mu boste noro lahko pomagali, da lažje preskoči vse te vsakodnevne ovire, lahko je to šola, pravim, lahko šport, lahko je to samozavest, lahko so neke socialne veščine, karkoli je. In zelo hitro se odzivajo naši otroci na to zadevo. Dajte jim samo možnost, ne, da grejo skupaj z vami in boste imeli nore rezultate. Okay. Še enkrat ponavljam, spodaj imate nekje prijavnico. Če imate še kakšno vprašanje, tudi lahko telefon roke, pokličite me, halo Boždar, bomo videli, če vam lahko kaj namignem. Ali pa, če ste v dilemi, ali ta delavnica za vas ali ni za vas, tudi imate dol neke telefone, enostavno dajte klikniti, pa bomo to zadevo zrihtali. Ne. Ok, zdaj se pravi, tako je, ne, kaj vas čaka, 1-2 uri bomo šli skozi to zadevo, potem imate en zelo močen videoprogram v tej naši skupnosti, kjer se boste vse te zadeve naučili. Naučil vas bo tudi ločiti, kaj to pomeni odrasla hipnoza, za otroke hipnoza, kako jo vi že izvajate in kako lahko čim boljše pristopite notri, tako da, vendar tu se naše delo šele začne, tako da smo si na jasnem, ok? Se vidimo na delavnici, čau.